Pozdravljeni! Pred časom smo slišali izjave, kako nekateri vodilni pri ekipah Formule 1, predvsem Ferrariju, na glas razmišljajo, da ukolikor bo budget cap postavljen prenizko, se bodo udeležili tudi drugih serij. In danes si bomo pogledali, kak je tehnični nivo in primerjavo med Formulo 1 ter IndyCarjem. O današnji tematiki sem deloma že spregovoril v drugem komentarju aktualnih novic in seveda v 7. skupnem srečanju v živo. A takrat je šlo bolj za mnenje, za občutke, kjer sem povedal, da je tehnična razvitost Formule 1 bistvena nad tisto, ki jo vidimo v IndyCarju. In danes bom skušal številkami to potrditi ali zavreči. Vse izhaja iz izjave, katero sem zasledil Marija Andretija, kateri z odprtimi rokami vabi Ferrari v serijo IndyCar. A vprašajmo se, kaj bi Ferrari s tem pridobil tehnološko, če pride v tako serijo. In začnimo s šasijami, katere so prisotne v seriji IndyCar. V bistvu gre za eno in eno samo. Dallara DW12. DW po Danu Wheldonu, kar je bolj pomembno, je številka 12. Projekt izhaja iz sezone 2012, nekaj nepomljivega za tehnologijo Formule 1. In seveda, treba je primerjati težo med eno in drugo serijo. Namreč v ameriških konfiguracijah dirk vidimo, da imajo 3 različne minimalne teže glede na tip proge. Na Super Speedwayu 500 milj Indianapolisa in podobni ovali imajo minimalno težo postavljeno na 721 kg, na tistih srednjih in krajših ovalih 735 kg, na cestnih in uličnih dirkah, ki nas najbolj zanimajo, pa 739 kg. In sedaj bomo vsi vzkliknili, saj to je prekleto blizu le 1 kg razlike od tistih 740 kg, kar je minimalna dovoljena teža v Formuli 1. A treba je brati med vrsticami. 739 kg velja za bolid brez goriva in brez voznika. 740 kg velja za bolid brez goriva, a tu je vštetih še tistih 80 kg za voznika z zaščitno opremo, kar je nov način računanja teže. Torej, šasija brez voznika in brez goriva 660 kg. In je že kar precejšnja razlika, koliko težja je šasija v Formuli IndyCar. Druga razlika je seveda vezana na pogon. Ne bom se spuščal v pogonski sklop Formule 1, kjer je bilo rečenega vsega in še več. Vemo, da določeni proizvajalci večkrat na leto presežejo tisto magično mejo tisočih konjskih moči, a vseeno. Vzel bom, da se njihova moč tam giblje med 950 in 1000. Celoten hibridni del. V Formuli IndyCar imamo 2 proizvajalca, 2 dobavitelja, turbomotorjev z notranjim izgorevanjem, Chevrolet pa Honda, kubatura 2,2 litra in precej podobni v arhitekturi tistim v Formuli 1. V6 90 konjski kot med krakoma. Biturbo, a velika, bom rekel, razlika je v režimu rotacije. Če se pri Formuli 1 pritožujemo, da je 15.000 obratov v minuti, kaj bomo porekli na IndyCar, kjer je ta omejena na 12.000 obratov. Seveda, moramo se zavedati tudi naslednjega. Imamo razliko v gorivu. V gorivu v ameriških serijah porabljajo 85% etanola in 15% bencina v njihovi mešanici. A spet na različni tip proge imamo različno moč tega turbomotorja. Super Speedway 575. Srednji in kratki oval 625 konjskih moči. Cestne in ulične dirke, kar nas bolj zanima, 675 konjskih moči.
Plus tega imajo 60 konjskih moči, ko lahko v določenih trenutkih dirke praktično porabijo neko pomoč, da lahko prehitijo nasprotnika. Podobno tistemu, kar vidimo kot DRS v Formuli 1. A nekdo bo rekel, ja, 675 in 1000 je kar velika razlika, a v Formuli 1 imamo hibridne pogonske sklope, zato tistih 160 konjskih moči MGUK-ja bi lahko odšteli še zmeram. Pogonski sklop Formule 1 ima tam okrog na grobo zaokroženo 200 konjskih moči, več od tistega, kar vidimo v Združenih državah Amerike. In velika razlika je tudi v menjalniku. Menjalnik v Formuli IndyCar je X-Trackov model 1011 s 6 prestavami naprej in eno vzvratno. V Formuli 1 jih imamo 8 prestav naprej in eno vzvratno. In praktično vsaka večja ekipa izdeluje svojega. Velika razlika, na katero moramo biti pozorni, je tudi tu v številu prestav. Kajti ta turbomotor v Formuli IndyCar ima bistveno manjše območje rotacije med eno prestavo in drugo prestavo. 3000 obratov manj ima tistega maksimalnega dovoljenega režima. A še nekaj, to pomeni, da so te prestave izjemno dolge, kajti če vemo, da dosegajo tam hitrosti do 375 km/h, nam bo bistveno bolj jasno. To se pravi, v Formuli 1 imajo bistveno višje polje, med katerimi se pa glavno gred tega motorja z notranjim izgorevanjem bistveno hitreje pospešuje in vrti do tistega maksimalno dovoljenega števila obratov. In tudi to nam pravi, na kakšnem nivoju je Formula 1 v primerjavi z IndyCarjem. Naslednja točka, katere ne smemo spustiti, je aerodinamična učinkovitost, pa tudi mehanska, tako IndyCarja kot Formule 1. Namreč na uradnem letaku, uradnem materialu, ki ga je dala serija, sem videl, da v IndyCarju na 220 miljah na uro, 355 km/h zaokroženo, ima njihova šasija nekje 8000 funtov primerljivo silo tega oprijema aerodinamičnega, kar bi preneseno v kilograme pomenilo 2268 kg. No, po drugi strani sem dobil podatek, da v Suzuki na ovinku R130, mislim, da je bil Roman Grosjean, je nekoč izmeril bočni pospešek 8 G-jev. In nisem hotel biti hudoben in porabiti minimalne teže 740 kg, ampak sem uporabil tisto, ki je bila v veljavi takrat, to se pravi 734 kg, kar pomnoženo z 8 mi da vrednost 5872 kg ali 12942 funtov. In če ne grem iskati prav decimalk, lahko zaokrožim, da gre za 150% višjo vrednost. In to v ovinku, kjer hitrost še zdaleč ni 355 km/h. In ne pravim, da so številke primerljive. Samo tako, da bomo razumeli, da šasija Formule 1 generira bistveno več aerodinamičnega oprijema kot šasija IndyCarja. A imamo lahko direktno primerjavo, da ne bomo spet primerjali jabolka pa hruške. Namreč v sezoni 2019 so tudi v seriji IndyCar bili na dirkališču, katerim nam je znano, progi v Austinu. In seveda ista konfiguracija, ista dolžina, samo serija drugačna. In pole position, ki ga je dosegel Will Power, je imel čas minute 46 sekund in 0 desetink, da se ne bomo zgubljali v podrobnostih. V isti sezoni 2019 Valtteri Bottas je dosegel pole position v času minute 32 sekund in 0 desetink. 14 sekund razlike. In če vam to ni dovolj, poglejmo, koliko časa so potrebovali za celotno dirko. Dirka v seriji IndyCar je trajala 60 krogov ali približno zaokroženo 330 km. Zmagal je Colton Herta s časom 2 ur, 0 minut in 2 sekund. Seveda spet zaokrožujem. V
V Formuli 1 je dirka trajala samo 56 krogov, se pravi 4 krogi manj, razdalja 308 km. A Bottas je zmagal s časom ure 33 minut in 55 sekund. Sedaj, če sem držljiv in zelo, bom rekel, dosti odštejem za razliko tistih bogih 4 krogov, vidimo, da je bila Formula 1 na razdalji celotne dirke hitrejša za približno 20 minut na isti razdalji. In to nam pokaže tehnični nivo ene in druge serije. In sedaj še moje osebno mnenje, kateri seriji pa IndyCar najbolj podoben, da vzamemo v obzir tiste evropske. Nekje bi jaz dal tehnični nivo serije IndyCar tam na Formulo 2. Prvič, zakaj? Šasije izdeluje prav tako Dallara. Drugič, razlika pole positiona v Formuli 1 in Formuli 2 je približno primerljiva s tistim, kar smo videli na progi v Austinu. Vzel sem čase iz Monze, kjer je Charles Leclerc dosegel s Formulo 1 čas 1:19.307. Najboljši v Formuli 2 je imel čas 1:33.887, dobrih 12 sekund, da se bomo razumeli, oziroma 13, primerljivo s tistim, kar smo videli v Združenih državah Amerike v seriji IndyCar. In seveda tudi moč pogona motorja je primerljiva. 620 konjskih moči, gre sicer za 3,4 litrske motorje, a imajo samo enostopenjski turbo, enostopenjsko turbino. Tako da se bomo razumeli, zakaj sam mislim, da če Scuderia Ferrari ali bilo katera druga ekipa bi odšla v IndyCar, to pri razvoju bolida Formula 1 in ne bi pomagalo pravzaprav nič. In tudi drugim ekipam v ameriški seriji bi tako otežili življenje, da v bistvu bi propadli, kajti tehnološke sposobnosti ameriških ekip niso še zdaleč na nivoju Formule 1 in tega se moramo zavedati. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.